Najprej pozdravljam magistrico Darjo Valančič, ki prihaja iz Direktorata za znanost in inovacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Dober dan in dobrodošli. Da vas pospremim do odra še nekaj o vas. Darja je nacionalna kontaktna točka za pravno-finančne zadeve od leta 2016, ko se je izvajal program Obzorja 2020. Delo nacionalne kontaktne točke za pravno-finančne zadeve pa opravlja tudi v programu Obzorje Evropa, ki sem ga danes že večkrat omenila. Hkrati pa je tudi koordinatorka nacionalnih kontaktnih točk Obzorje Evropa. Se veselimo, tule vaših 15 minut. Sedo za ta čudovit uvod, hvala organizatorjem za povabilo. Jaz bom poskušala v svoji predstavitvi biti čim bolj koncizna in sicer bi vam želela predstaviti to z vidika nekoga, ki bi se želel prijaviti na en projekt v Obzorju Evropa, pa ne ve čisto točno, kako se zadeve v bistvu lotiti, ne. Prvo vprašanje, na katerega si je dobro odgovoriti, je, kaj sploh je program Obzorje Evropa. Potem se ponavadi postavi vprašanje, komu je ta program sploh namenjen. Potem, ko gremo že malce naprej, je dobro vedeti, kje lahko najdemo informacije in seveda, tako kot na vsaki poti niste sami, smo tukaj za vas, da vam lahko pomagamo in kdo smo tisti, pa čisto na koncu. Torej, kaj je Obzorje Evropa? To je en tak velik, zelo velik program, ki obsega zelo veliko področij in danes ste že nekaj slišali o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo. To je bila ta predstavitev, ki je bila tik pred pavzo. In že ta del je bil zelo tak, bom rekla, obširen in zato imamo eno nacionalno kontaktno točko. Kot lahko vidite tukaj, je tlele kar nekaj področij in za vsako to področje je ena nacionalna kontaktna točka. Pa da to še ni vse, v tem delu, kjer imamo digitalno področje, industrijo in vesolje, to je ta grozd 4, so pa celo 3 kontaktne točke in samo ena je danes z nami, to je kolegica Doroteja Zlobec, ki bo imela predstavitev takoj za mano. Zakaj ta uvod? Zaradi tega, ker vsak ta delček ima neke svoje specifike. In zdaj dobro je vedeti, kaj vi sploh želite v Obzorju Evropa. Če bi želeli recimo, da vam financirajo industrijski doktorat, to je ena zadeva, kjer se zahteva sodelovanje akademskega in neakademskega sektorja, je dobro vedeti, da to spada v te ukrepe Marie Sklodowska-Curie akcije in potem kontaktirate to osebo, da vam pomaga na tej poti. Danes smo govorili o inovacijah. Inovacije najdemo tudi v Evropskem svetu za inovacije. Informativni dan na to temo smo imeli ravno prejšnji teden, tako da bomo te predstavitve tudi naložili na našo spletno stran in si te predstavitve lahko pogledate, pa dobite spet nek input. Kot je bilo rečeno, jaz sem nacionalna kontaktna točka za pravno-finančna vprašanja in tisti, ki ste zelo pazljivi, lahko opazite, da mojega področja pa tukaj ni napisanega. Iz preprostega razloga, zato ker je to vseobsegajoče področje in načeloma, če na začetku kontaktirate kolege, ki so bolj vsebinski, se mi potem srečamo, če ne prej pri izvajanju projektov, ko se nekoliko zatakne, z nekaterimi pa šele, ko pride kakšna revizija. Tako da dobronameren nasvet, dajte na začetku se oglasiti, da v bistvu zadeve postavimo nekako čim bolje, da bo zadeva dobro tekla. Pri projektih se je dobro vprašati, v bistvu, koliko ven dobite, a ne. To zahtevajo ali pa to bi radi vedeli tudi vaši v bistvu šefi, vodje. In v Obzorju Evropa je načeloma tako, da je 100% sofinanciranje. So deli, recimo Innovation Action, kjer je za industrijo predvideno 70% sofinanciranje, kar je pa seveda še vedno več kot pa kakšni drugi programi, kjer je zgolj 60 ali pa 50. Tako da v bistvu je program dosti konkurenčen, dosti zanimiv, seveda je pa treba vedeti, kaj želite iz tega ven oziroma na kateri projekt se prijavljate. Zdaj pa eno vprašanje, mogoče, komu je namenjeno Obzorje Evropa in zdaj, če bi sami pri sebi zdaj razmišljala, ne, tako, kaj bi to bilo, ne? Ali so to samo raziskovalne institucije in fakultete, tako kot smo videli prej, ali lahko sodelujejo tudi mala in srednja podjetja, ali bi lahko sodelovali tudi mogoče občine, ali pa nič od zgoraj navedenega, pa je trik nekje drugje. Jaz predvidevam, da se odločate med prvim pa drugim odgovorom. Predvidevam, a ne? Okej, in predvidevam, da bolj gravitirate v drugi odgovor, če bi mogli obkroževati. Tisti, ki smo bili na faksu, vemo, ne, da če ne znamo odgovora, je vedno odgovor C. Tako nekako nepisano pravilo. Skratka, tukaj sem zgor naštela le nekaj, a ne.
Namenjen je raziskovalnim organizacijam, fakultetam, malim in srednjim podjetjem, občinam, zavodom, zdaj imamo recimo Zvezo kmečkih člena. Skratka, program je odprt za vse. Ni pa vsak del za vse. Torej, če se vrnete na prejšnjo sliko, kaj bi želeli, kje bi želeli sodelovati, poiščete, kontaktirate kontaktno točko in vam bomo pomagali, da zberete tisto pravo stvar. Kje najdete informacije? Informacije načeloma so vsem dostopne, so na spletu, jih imate, jih najdete, pa vendar so velikrat očem skrite in nevidne. Za vas pomembna stran je Funding and Tender Opportunities portal, tako kot sem napisala tukaj zgoraj. Če ga zgooglate, ga najdete. Natančneje, podrobneje, kako se boste sprehodili, bo kolegica Doroteja povedala. Vstopna točka je pa tale del, se pravi ta Horizon Europe. Zakaj je tle nametano toliko enih programov? Zaradi tega, ker to so vsi centralizirani programi Evropske komisije. Se pravi, logika teh programov je približno ista in je v bistvu, če ste že sodelovali mogoče recimo na Erasmus Plus ali pa na kakšnem od drugih projektov, recimo ne vem kaj, tale agriculture oziroma ne vem, socialni fond in tako naprej, imate že občutek, kako stvari tečejo. Tako da jaz bi rekla, ne se bati, pogledate, poiščete, vstopite in to je to. Če gremo še naprej, tako kot sem rekla, kdo vam na vaši poti lahko pomaga, to smo nacionalne kontaktne točke. Kaj je naša naloga? V bistvu, če bi tako čisto poenostavila, da eno tako vrečko tehle bombonov, ki so čist zmešani, pa totalno ne veste, kaj bi z njimi, postavimo v neke take strukture, da imajo neko logično sled. Zdaj je ta struktura, da so to, ne vem, kategorije stroškov, ali da je to ustrezna vsebina, ali da je to ustrezna časovnica, čisto vse. Ampak v bistvu pomagamo celo zgodbo postaviti en tak simpatičen kontekst, da stvari tečejo. Se pravi, naloge, pomagamo izbrati ustrezno temo, posvet v nekih upravnih postopkih, pogodbenih vprašanjih, ki jih je vedno veliko, pomagamo pripraviti projektni predlog. Mi ne pišemo projektov. To je edina razlika med nami in konzultantskimi firmami, ker dostikrat slišimo, ja, smo šli tja, pa so nam napisali. Verjamem, saj ste to tudi plačali. Mi pomagamo, tako podobno kot profesor študentu na fakulteti svetuje in pomaga, ne pa mu piše. Zakaj je to boljše ali pa slabše? Če date nekomu, da vam nekaj izdela na ključ, mogoče boste projekt dobili, kako ga boste pa izvedeli, pa potem težava. Če ste pa vi pisali, pa imate neko idejo, pa veste, čemu je to namenjeno, ja, potem bo pa tudi izvajanje dosti lažje. Distribucija dokumentov, razni priročniki, navodila, obrazci, kar ni dostopno na Funding and Tenders portalu, lahko dobite pri nacionalnih kontaktnih točkah, pri kolegih, tudi pri meni. Marsikdaj kakšna stvar uide ali pa se jo ne najde čisto takoj, pa bi rekla, če ne veste, ne zgubljati časa, oglasite se, smo dosti dostopni, pa se da v bistvu stvari dobiti. Dogodki, informativni dnevi, delavnice, tudi udeležimo se na povabilo, če smo povabljeni, poskušamo biti v bistvu res odprti in dostopni in spromovirati program, ki je namenjen tako za raziskave in inovacije in še enkrat ni sam za fakultete in za raziskovalne inštitucije. Tukaj sem dala še nekaj koristnih povezav. Prva je naša spletna stran, Obzorje Evropa. Mogoče ni na prvi pogled najbolj simpatična, bom rekla, ampak gor so zelo koristne pa tudi ažurne informacije, pa si dajte vsake toliko mogoče pogledati. Imamo sicer v mislih, da bi se malčkrat porenovili in da bi imeli novo stran, do takrat, dokler še nimamo, je pa to naša vhodna točka. Portal sem že omenila. Potem je pa še to, kar ponavadi dam, zato da se ne bi rekli, da česa nismo povedali, ampak dam zraven en tak disclaimer. Research Inquiry Service, to je ena služba na Evropski komisiji, kamor lahko vi pišete čisto kot individualna oseba, se pravi natural person, tam odkljukate en tak obrazec in pošljete vprašanja. Komisija vam bo zelo prijazno odgovorila na vaše vprašanje in spodaj še dodala, da dajte se za ta vprašanja obrniti na nacionalne kontaktne točke. Zakaj? Zato, ker če vi pišete nacionalni kontaktni točki z enim vprašanjem, pa še ena institucija, pa še ena, mi to ekstrapoliramo, oblikujemo tako vprašanje, da je zanimivo za Slovenijo kot celoto in potem vam to naprej distribuiramo. Imamo nekak večji domet. Ni pa zaprtega tipa, se pravi, če želite, lahko komunicirate. Pa še ena stvar, mrežo nacionalnih kontaktnih točk lahko vidite, tvorimo predstavniki različnih institucij. Jaz kot koordinatorka te mreže si želim, da smo povezani, da v bistvu delujemo čim bolj homogeno, kljub temu, da smo po različnih institucijah.
poskusi tipa, da se piše nekomu na Spiritu, pa potem nekomu na Ministrstvu za infrastrukturo in potem na koncu še k nam, nekako ne obrodijo sadov, zato ker se dnevno komuniciramo in če so bolj kompleksna vprašanja, se moramo skupaj usesti in pripraviti en odgovor. Tako da lahko probate, ampak boste dobili 3-krat isti odgovor. No. Tako da bi rekla, pišite tisti nacionalni kontaktni točki, s katero najbolje sodelujete ali pa jo najbolj poznate, mi se bomo pa potrudili, da vam pripravimo odgovor, ki bo za vas najboljši oziroma bo zadovoljil vaše potrebe. Po tej moji prezentaciji, kar sem želela sporočiti je, se pravi, vi bi radi želeli dobiti en projekt, vprašamo se, kaj je Obzorje Evropa, vemo, da je to največji program za raziskave in inovacije in ni samo za raziskovalne organizacije, je odprt za vse. Komu je namenjen? Tudi podjetjem, tudi industriji, najdite svoje področje, kje najdemo informacije na že prej omenjenem portalu in kdo vam lahko pomaga, nacionalne kontaktne točke tega programa. Tisti, s katerimi sem že sodelovala ali pa s katerimi sem že v navezi, znajo reči, da jim je bila naša pomoč zelo dobrodošla. Bi si pa želela še več vašega v bistvu inputa, zato ker naši podatki kažejo, da kdor je z nami v bistvu sodeloval, so bili rezultati tudi dosti boljši. Ni pa to obvezno, je na vas, ponudba je na mizi, zdaj pa izvolite oziroma se priporočamo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, Darja Valančič. Hvala za to pomembno misel za popotnico, pa seveda hvala tudi, da ste nas spomnili na tisti odgovor C.